Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo v krog strnili zgodbo Primorca, ki se je od špediterske dejavnosti povzpel do mednarodno priznanega vizažista, svetovalca, predavatelja, podjetnika. Lepo pozdravljeni, Eugen Gec. Lep dan. Gospod Gec, lahko bi dejala, vi ste nekako živ primer, da je v življenju vse možno, če si to človek želi, če se za to prizadeva, če k temu strmi, če nekaj stori za to. Kako se je pravzaprav pri vas vse skupaj pričelo? Delali ste v špediciji, danes ste mednarodno priznan vizažist svetovalec. Ja, pot je bila zelo dolga, vendar tako kot nekateri strokovnjaki pravijo, če želiš v življenju uspeti, moraš dve osnovni stvari imeti povsem razčiščeni. In sicer, ničesar ne dobiš, dokler se nečemu ne odpoveš, in seveda druga stvar, ki je najbolj pomembna, je vprašanje, kolikšno moč ima želja, s katero želimo nekaj ustvariti. Jaz sem se držal nekako teh načel, vendar priznati moram, da če ne bi imel ljudi okoli sebe, ki bi mi znali svetovati, ki bi znali napotiti po neki določeni poti, seveda bi to bilo težko. Zelo veliko je bilo odrekanja, zelo veliko je bilo investiranja, zelo veliko je bilo odpovedovanja, kot sem rekel, marsičemu. In to je tisto, kar je dajalo nek zagon v neke nove smeri, ki so bile nepoznane. Tudi pri meni je bil prisoten strah in vsi vemo, da strah je nekaj, kar je nepoznane. In zato, ker je nepoznano, pušča nam, bomo rekli, neke določene, če lahko rečem, neke prepreke, ki jih moramo sami prebroditi na takšen in drugačen način, vendar kasneje z izkušnjami ugotovimo, da to le ni tako hudo in da so vedno nove smernice odprte za vsakogar, kadarkoli. Torej, če bi današnji čas se skupaj prenesli, danes smo priča številnim odpuščanjem delavcem, propadom firm in ponavadi ljudje iščejo delo samo v tisti stroki, reče, to znam delati, drugega ne obvladam. Ni rečeno? Ni rečeno. Pri našem delu in tudi na šolanjih, ki jih izvajamo, v okviru našega dela želimo predvsem ljudem prikazati, da so sposobni veliko več od tega, kot sami razmišljajo. In to je naš moto tudi in s tem želimo dejansko prikazati, da vsakdo, kdorkoli, ne glede na starost, ne glede na sposobnosti, zmožnosti, ima veliko notranje moči, ki ni še dovolj izkoriščena. Potenciali so izjemno veliki. To dokazuje tudi to, da recimo v ta kozmetični svet, v katerem danes delujemo, prihajajo zelo, bom rekel, v večji meri ljudje, ki so si to želeli od otroštva, pa niso imeli možnosti. Danes imajo nekateri družine ali pa imajo zelo dobre poklice in se preoblikujejo v to, kar so si v mladosti želeli. Ampak zanimivo je, vi si pa tega niste ravno želeli. Rekli ste mi, ko ste prišli v Italijo na izobraževanje, niste prišli za to, da bi to počeli. Tako je. Jaz sem šel na izobraževanje s povsem drugim namenom. Moj namen je bil predvsem prepoznati izdelke, lastnosti izdelka, katere jih tržim, katere prodajam na trgu. In seveda tam je pa način šolanja nekoliko drugačen in pričelo se je že kar s praktičnim delom. Tam so ugotovili, da imam določene spretnosti, ki jih bi bilo škoda zanemariti, zato so me prepričevali, naj vztrajam pri tem delu, naj grem naprej. Seveda, jaz sem se tega otepal, nisem želel. In na koncu so me le prepričali in danes, bomo rekli, sem na tem področju eden tistih, ki se je, kako se reče, uveljavil vsekakor. Ne samo uveljavil, ki se je najedel zarečenega. Aha, ja. Danes uživate v tem delu, ja, tako? Uživam v tem delu. Zagotovo, tudi tukaj na naši mizi v mojih rokah je knjiga, ki ste jo dali Skrivnosti lepote. Prelistala sem jo na hitro in rekla bi, da so tukaj notri čisto konkretni nasveti, kako in kaj se lotiti kozmetike, ličenja in vsega, kar zraven sodi. Ja, res je. Zakaj sem to knjigo pravzaprav napisal? Morda bo nekoliko čudno zvenelo, vendar napisal sem je iz jeze.
Zakaj? Zaradi tega, ker preprosto nisem mogel dojeti, da imamo pri nas toliko vrhunskih vizažistov in nimamo ene knjige, ki bi prikazovala osnove ličenja. Se pravi, enega konkretnega gradiva, na osnovi katerega bi lahko dijaki ali pa študentje črpali neko osnovno znanje. Seveda sem knjigo potem prilagodil tudi tako, da lahko vsak preprost človek, ki želi kakorkoli se naučiti ličenja, to tudi uporabi. Napisana je zelo logično, na zelo preprost način, se pravi lahko razumljiv način, in seveda so tudi nekatere skice, fotografije, ki so noter, jasno prikazujejo, kaj je treba na obrazu narediti in kar je najbolj pomembno, zakaj je to tako potrebno. Poglejte, vsa izobraževanja, vsa šolanja, karkoli počnemo, bomo rekli, na našem trgu izvira vedno iz tega, da želimo vsakemu, ki se tega udeležuje, zakaj naj bi določeno stvar počel, delal, zakaj naj bi in na kakšen način naj bi določene stvari opravljal. To so izhodiščne točke, ki vsakomur pomagajo iskati nadaljnje poti. Res je, če izhajam iz same sebe, ko prideš v trgovino, zato da boš kupil izdelke z področja kozmetike, si pred dilemo, se odločaš po imenu firme, po ceni, trgovka ti stavi le račun na koncu. Ali po tistemu, kar najpogosteje slišimo ali zasledimo. Res je, vendar naloga nas svetovalcev je, da najprej prodajno osebje inštruiramo, naučimo, kako pravilno pristopa do potrošnikov, zato da priznamo prikazati same prednosti izdelka ali pa koristi izdelka. Že v sami strategiji prodaje, če malček bolj nekoliko poglobljeno pogledava v to, bi lahko dejali, da ljudje zaradi karakteristik posameznih izdelkov kot takih ne kupujejo. Oni kupujejo zaradi prednosti, zaradi želja, zaradi koristi, ki jih bodo s tem pridobili. In mi kot prodajalci, kot svetovalci moramo to razumeti. Jaz bi pri tem izkoristil to priložnost in pohvalil določena podjetja, ki investirajo v to, zato da bi imeli vrhunski prodajni kader. Ne poimensko. Ne bomo poimensko povedali, vendar zakaj sem to omenil? Ja. Zato, ker pred nekaj meseci sem imel kontakt z enim gospodom, enim lastnikom enega velikega podjetja iz Italije in je rekel, veste, presenečen sem bil to, kar sem videl v Sloveniji. Sem rekel, kaj pa je to? Je rekel, veste, presenečen sem bil na tem, da ste vi ena redkih, če ne celo edina država, je rekel, v kateri sem opazil, da vi kupce dejansko v prodajnih postopkih žalite, ne? Kako si pa upate, ne, kaj takega sploh reči, ne, tega pa ja ne počnemo. Ja, je rekel, poglejte, ne, je rekel, zelo enostavno rečeno, vrhunski izdelek mora imeti vrhunsko storitev, ne morete pa prodajati vrhunske izdelke s povprečnim osebjem. Karkoli je vrhunsko, če ni temu primerno prodano, ponujeno, pomeni, da je povprečno. Za povprečno ponudbo pa lahko imate povprečen kader, za vrhunsko pa morate imeti strokovni. Je rekel, vi, pri vas je pa v tem težava, da prodajate dejansko vrhunske izdelke na način, ki bi ga moral prodajati, ponujati izključno temu primerno usposobljen kader. In to je ravno tisto, na čemer vi veliko delate v zadnjih letih, torej na tem izobraževanju, ne? Točno tako. Tukaj želimo dejansko ponuditi tako znanje, ki izhaja iz prakse predvsem, vendar dolgoletne, preizkušene prakse. To ni teorija, ki jo mi razlagamo in prenašamo v prakso iz nekih predvidevanj. Temveč to je preizkušeno na terenu že x-krat, ne? In seveda tudi smo primerjali zadeve v tujini, preizkušali v tujini, se povezali z akademijami v tujini. Tuje akademije so nam dale potrditev, da dejansko pot, ki smo jo izbrali, je več kot pravilna in zato nam tudi toplo priporočili, da naj na tem vztrajamo. Čeprav se srečujemo s težavami, vendar videvamo, da čas krize prinaša izjemno velike prednosti. Torej, na eni strani svetovanje v prodajni mreži, izobraževanje prodajalcev, če poenostavim, ampak na drugi strani smo pa tudi tisti uporabniki, ki iščemo venomer, če izhajam iz sebe, to lahko trdim, način, ko vzameš ogledalo in ličila v roke,
ne veš, kje naj se lotiš, morda delaš osnovne napake, pa se tega niti ne zavedaš, ker ti vizažisti pravite, da z ličili se da zelo, zelo veliko narediti, če to seveda znamo. Seveda, še veliko več od tega. Ne? Zakaj? Zato, ker mi se osredotočamo v večji meri na to, kar bi mi želeli, kar bi želeli uporabiti.